Ta videoposnetek prikazuje, kako v konkordančniku NoSketchEngine izdelamo seznam ključnih besed. Dostop do konkordančnika in izbira korpusa sta podrobneje razložena v posnetku Uvod v NoSketchEngine. Zato v tem trenutku preskočimo te korake in začnemo na nadzorni plošči. Izberemo funkcijo ključne besede. V okolju konkordančnika ključne besede zaznamujejo tiste besede, ki so na podlagi primerjave dveh korpusov bolj značilne za enega od obeh. S ključnimi besedami torej dobimo seznam tipičnega besedišča za določen nabor podatkov. Iz tega sledi tudi, da na interpretacijo ključnih besed bistveno vpliva izbira korpusov. Če bomo namreč primerjali korpus parlamentarnih razprav s korpusom časopisnih objav, bodo ključne besede odražale naravo parlamentarnega okolja in ne, na primer, specifičnega mandata. Če bi radi z besediščem ponazorili naravo enega mandata v primerjavi z drugim mandatom, moramo torej primerjati podkorpusa, ki vsebujeta govore bodisi iz enega bodisi iz drugega mandata. A vrnimo se k nastavitvi parametrov. Najprej se moramo odločiti, katera dva nabora besedil želimo primerjati. Recimo, da želimo primerjati besedišče govork in govorcev v prvem mandatu. Ker gre za besedila znotraj istega korpusa, torej SIPARL 4.0, moramo nujno predhodno ustvariti želena dva podkorpusa. Ta postopek je podrobno razložen v videoposnetku Izdelava podkorpusov. Ko imamo želene podkorpuse pripravljene, kot fokusni podkorpus izberemo podkorpus, za katerega želimo pridobiti tipično besedišče. Drugi podkorpus, s katerim želimo primerjati besedila iz prvega podkorpusa, pa izberemo kot referenčni podkorpus. Pri tem moramo najprej določiti ustrezni korpus, ki mu ta podkorpus pripada. V našem primeru je to torej SIPARL 4.0, do katerega najhitreje pridemo tako, da začnemo tipkati črke imena korpusa. Nato izberemo še podkorpus govorcev prvega mandata. Ostale parametre lahko pustimo nespremenjene. Če želimo razločevati med lastnimi imeni in občimi samostalniki, je sicer koristno, da odznačimo možnost spregleda velike začetnice. Tako bo že iz seznama na podlagi velike začetnice jasno, ali neka beseda označuje lastno ime ali pa obči samostalnik. Izbiro parametrov potrdimo. Dobimo seznam ključnih besed. Te ključne besede lahko prenesemo na osebni računalnik in jih tam naprej kategoriziramo. Za vsako od besed pa lahko tudi prikažemo vse primere dejanske rabe v kontekstu, tako da kliknemo 3 pike na desni strani stolpca in konkordance prikažemo v novem zavihku. Ključne besede so učinkovita metoda za raziskovanje tipičnega besedišča fokusnega korpusa v primerjavi z drugim korpusom. Ravno zato pa je ta metoda priročna tudi za analize, kjer je primerjalni vidik v središču zanimanja. V konkordančniku NoSketchEngine lahko enostavno pridobimo ključne besede za oba korpusa, ki ju primerjamo. V našem primeru smo kot fokusni korpus najprej nastavili podkorpus govorov govork v prvem mandatu, kot referenčni korpus pa podkorpus govorov govorcev v prvem mandatu. Na zaslonu vedno vidimo ključne besede fokusnega korpusa, v našem primeru torej tipično besedišče podkorpusa govorov govork. Če zgolj površno pogledamo, vidimo, da precej besed nakazuje zdravstvene in socialnovarstvene teme, na primer porodnišnica, občanka, posvojen, zaposlovalen in tako naprej. To opažanje bi seveda morali potrditi z analizo teh besed v kontekstu, do katerega pridemo s klikom 3 pik na desni strani stolpca. Če bi sedaj želeli govore govork primerjati z govori govorcev, moramo zamenjati fokusni in referenčni korpus. In sicer tako, da bo kot fokusni korpus nastavljen podkorpus govorov govorcev, kot referenčni pa podkorpus govorov govork. To bi lahko storili prek gumba Spremeni kriterije.
Še lažje pa to naredimo prek gumba s simbolom nasprotnih puščic. Zdaj na zaslonu vidimo tipično besedišče govorcev v prvem mandatu. Če seznamu znova namenimo zgolj bežen pogled, lahko opazimo, da je med prvimi ključnimi besedami precej takih, ki nakazujejo parlamentarni postopek in infrastrukturne teme, na primer sklepčnost, rudnik, premog in tako naprej. Glede na ta površna opažanja se zdi, da bi bilo lahko informativno preučiti, katere teme, kako pogosto in na kakšen način o različnih temah debatirajo govorke in govorci. Pri tem je pomembno razumeti, da metoda ključnih besed teži k izpostavljanju razlik, ne glede na dejansko težo teh razlik. Ocena ključnosti, ki je v tabeli označena kot rezultat, nam lahko pomaga pri opredelitvi, ali je neka ključna beseda bolj ali manj tipična in ali torej resnično kaže pomembno razliko med fokusnim in referenčnim korpusom. V našem primeru ni namreč nenavadno, da je beseda sklepčnost precej bolj ključna za podkorpus govorcev v primerjavi z govorkami. To je namreč tipična beseda predsednika državnega zbora, ki je bil v prvem mandatu moški. Rabo besede lahko hitro preverimo prek konkordanc. Na seznamu vidimo predvsem formulaične intervencije govorca. V metapodatkih na levi pa piše tudi, da gre za predsedujočega in ne rednega govorca. Če se vrnemo na seznam ključnih besed, torej zdaj lahko rečemo, da do te razlike pride zaradi vpliva položaja in ne spola. Takim primerom bi se sicer lahko izognili tako, da bi pri izdelavi podkorpusa izločili vse govore predsedujočih govorcev. Pri analizi ključnih besed moramo vedno biti pazljivi, da navideznih razlik ne interpretiramo tudi kot dejanske in zelo značilne razlike, dokler se o tem ne prepričamo iz konteksta. Tako kot druge numerične metode, nam tudi ključne besede lahko pomagajo pri opredelitvi značilnosti besedišča določenega korpusa in služijo kot dober namig za nadaljnje raziskovanje. Vendar pa nam ne morejo dati končne interpretacije rezultatov, ki bi bila umeščena v kulturno-zgodovinski kontekst.